Ne, dejansko iz to je spolnih organov izstreljujejo ping-pong žogice in jaz sem videl, te žogice so letele okoli tipa tako. Torej, žogica v luliko. Tukaj bi mogel priti naš džingl, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast Slovenije, še eni podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimanič, Jure in to je to, kako smo okej. Nič, jaz jutri odhajam. Ne, oni ko to že gledajo, si ti že na Balju. Ne, jaz sem na Tajskem. Na Tajskem, pardon. Tajskem. Na Balju sem bil 2 leti nazaj. In, se veseliš? Ja, mislim, nisem, tako ravnodušen sem. Kaj to pomeni? Da nisem ne veselim, nič sem pač ono, ja grem. Grem. Ja grem, nisem neki ono, in tako bom bil kaj cel dan na letalu. Yeah. Od 12. Ja, šele ob 12. naslednji dan pridemo, torej. 24 ur. Še 6 ur. Pauze vmes. Ne. Layover. Ne, samo pač 12 bo takrat na Tajskem, ker je 6 ur pred nami. Torej ne Plus bo. time difference, ja, je Torej, 16 ur približno. S prestopom na Kitajskem 1 uro pa pol. Je layover, ja. Tako da ja. Zabavno. Pa ja, po moje bo kar. Si spakiral? Ja, spakiral sem majice in hlače. Koliko si vzel za te robe? 7 hlač, 7 majic. Ja, in 7 gat. 7 nogavic. Lucky number in 7 pulca ali 1 punco? Eno. Eno. In tako da ja, pol zdravila, japonke, Birkenstockice. Jih moram malo očistiti. Danes ni za Birkenstockce, danes je za jakno. Ne? Če lani jaz prišel v jakni, ta prišel brez nogavic. Ne? Ja, no, glavnem Birkenstockice si moram očistiti. Da jih ponucam do kraja, dol v Aziji. In japonke sem še vzel, kopalke. Tako da ja, vse vam spakirano, večer manj, ne vem, kaj še rabim. Elektroniko moram še spakirati. Sem vzel torbo, ki lahko imam računalnik not, eno drugo. Kaj še moram vzeti? Meni čitak, čim manj vzameš boljše, ja. Preman več ali manj. Moram če neke stvari odleje v torbi. Kaj se zdi prav, da moraš nositi stvari od punce v torbi? Ja? Ne, zdi se mi prav, da ima ona svojo torbo, ampak če si gentleman, nosiš ti njej torbo. Ja, okej, ampak ne govorim. Pač, kaj ne da moraš tako spakirati, ne se greš backpackat, ne greš veš... Ja, greš te backpackat ali ne greš? Ti veš, kaj je backpacking? Ja, da greš za hrbtnikom, ne? Ne, backpacking pomeni, da greš pač potovati in samo v nahrbniku. Vi ne greš te backpackat potovati, vi boste v enem placu bili in tam... Ne. Kaj, na 2-3 place greš temu, dobro? Ne, pa gremo prvo na sever Tajske. Kaj? Okej, boste bili tam 1 teden, 2 tedna? Ne. Koliko časa? Ki da jaz vem, vi greste, boste bili tam 1 teden, cool, pol greste v drugi kraj, boste bili tam 1 teden, zakaj bi rabo to backpack? To je backpack, kaj pa? Ja, pa ker se voziš, recimo, gor gremo torej rezerviral sem za gor, ko gremo na sever Tajske, gremo z vlakom, spalnim. Okej. To ne moreš, mislim, kaj boš vlak čuvni kovček s sabo. Ne. Bam. Mislim, moraš iti zimič, ne greš backpackati imič, ne. Sorti. Nekaj boš šel z onim kovčkom tam vleko in ko boš veš, to je tako komplicirano. Ne vem, ker nisem bil. Ti moraš iti, ja. Tako da ja, grem z nahrbtnikom torej, ne. In torej, kot sem rekel, ne. Zdaj, fora je v temu, da nahrbtnik moraš tudi imeti une kompartmente si kupiš, ne, da lepo daš posebej hlače, posebej majice. Ampak kakšen imaš ti pol ta nahrbtnik? 70 litrski je. Uf. Velik je. Meni Ona ima nahrbtnik 40. Glupo, ker pol si ko ena želva, stari. Tam tu imaš kovček in si... Ne, zato ker ni to kovček je pri temu, da je zoprno, ker ga moraš nositi tako ali pa ga vleč po tleh. Tam dežuje, veš, a da imaš nahrbtnik, lepo daš na hrbet in greš. Ti, ko greš, veš, ko menjavaš tam, recimo... Kaj si te ne vse zmečka bolj? Tam te ne briga lih, veš. Ne greš biti neki fancy, pač. Greš pač... Itak si na otoku, ki ješ, si na plaži v kopalkah cel dan. In kaj boš? Fair. Ne rabiš biti neki ne greš. Dobra, si pol imaš v hotelu po malih kalnik, kaj če rabiš. Mislim, tam, ja, se tudi itak bo treba dajati prac proti. Ja, zanimivo bo. Sicer nimam še naštudirano, ko bom šli z Bangkoka pol dol na jug Tajske. Letalska karta je kar draga. Koliko? Kaj je problem? Ful ti zaračunajo v bistvu prtljago.
46 € za en 15 kg kovček, a letalska karta je 50 €. Pa se razumeš, ono pač what the fuck, ono Money! glupo, ne? In ne da se mi pa voziti z vlakom, tako da verjetno mogli z letalom. In pač mi gremo z avtobusom iz severa Tajske nazaj v Bangkok. Ok? Mislim, da je 14 ur. Je Z avtobusom? Ja, ampak je spalni avtobus. Ja. Bo zanimivo. Ne, to sem rezerviral. Škaj fora, ful je vse drago zdaj gor, ker v tem Chiang Maju je ta Lantern Festival. To sem že omenil, neki une lampiončke spuščajo v zrak. Nekdo mi je rekel, da zgori vsako leto par hiš. Zaradi tega. Ja. In je vse zasedeno, pač, ne, je ful gužva, pač kome se da bo sploh vlak ta, veš, ni bilo lahko dobiti. In za dol pač sem vzel neki za vsak slučaj, ne, avtobus, da ne bom stal gor. In pol pa iz Bangkoka spet dol na jug Tajske, pa treba iti z letalom, ali z vlakom, ali z busom. Z busom ne bom šel, ki ne bom se vozil 16 ur. Tako da sem mogel rezervirati letalo. Letalo pa prišlo 140 € za oba ena smer. Ni malo dol. Ampak, kaj, ne vem, vidim pač. Tam fasiš dol, veš. Kaj boš, zdaj se Mislim, da ne vozil, trpiš. stari, veš kaj je razlika? 1 uro in pol, 1 ura 20 minut z letalom, z avtobusom 16 ur. Pač, Daš in... Pač ni vredno, stari. A plačaš avtobus 60 €, dam 80 € več in sem tam takoj. Ja. Stari, to pač je res tumačno. In če greš na take tripe, ne škrtariš, to je uno. Pač. Ja, samo pol pa treba pričati nazaj, ne, do Bangkoka, letimo domov. Pa dobro, boš. Že. Ja, bom že neki, no. Bom že sproti to malo. 14 dni imam še nerezerviranih za spat. Nisem še. Sem pač, zdaj ko letimo v Bangkok, sem rezerviral v Bangkoku, imamo 5 zvezdic hotel, znižen iz 75 € na, mislim, da je bil na 40 na noč. Sicer so 2 ločene postelje. Tak dobro, I guess not bad. Ima infinity pool, ima vse pač, tako da je gleda tako fancy. Tako da ja, pol pa na unem Kolipe, na ful majhen otok, bomo pa spali v neki uni Kolibi, prav, veš, tipo ono, ki se vidi skozi. In imaš z mrežo si okoli. Zabavno. Vse živo, po moje. Jaz to greš, da sprovaš, a? Po moje bo kar crazy. Jaz, ko sem šel na Bali, nisem vedel, kaj pričakovati. Na Bali bi šel ful spet, da me ful mika nazaj, ampak Tajsko pa ne vem, kako bo, pač ful ne vem. Jaz se boš malo lepo. Sigurno pač, ja. Ful sem slišal o tem ping-pong šovu, ki je v Bangkoku, ne. Zdaj jaz to ne vem, če bi šel. Čekaj, razloži, kaj je to. Nekdo, ki gre z mano, je ful proti. Razloži, kaj je ping-pong show. V bistvu, to je nek šov, ki ga delajo pač, mislim, da te prostitutke, ali ne vem kaj so, ali ne vem, če so niti prostitutke vse. Ženske. In ful to je slabo opisano, kaj v resnici se vse dogaja, ampak pravi, da ni primerno za vegane, tako da so vključene, poleg ping-pong žogic tudi živali v te stvari. Kaj igrajo ping-pong, Jure? Kaj delajo z ping-pong žogicami? Ne, dejansko iz ženski spolnih turnir. organov izstreljujejo ping-pong žogice in jaz sem videl, te žogice so letele okoli tipa tako. Torej, žogico v luliko, Ja. pač je za videti. Je Že za že, če je tam, je za videti, ala, šur. Je za videti, ampak boje, da ne samo to, tudi živali streljajo ven. Tipo? Tipo ptiče. In kaj pol ptič poleti? Ja. Ok, malo mučenje živali, ampak za videti. Je mučenje živali, samo pač, ja, zdaj to ne vem, če bi jih potvirali to, ne, ampak... A dobro, veš, Mislim, tle če- se moralno lahko zaščitiš, rečeš, ja, le, njihova kultura, ne bom Ja, zdaj jaz bil... sploh ne vem, zakaj to izdelajo tam dol. Ampak veš, ko morajo biti dobro ptiči natrenirani. Se ne vem, kako to deluje. Ma tudi, kaj ni, da, mislim, kaj... Mene skrbi, da to ono, veš, si gledal, veš, kaj je ono... Ampak do kam ga ustreli? Ne vem. Je za videti, da si odgovoriš vprašanja. Moram se še malo prebrati. Bede je to tudi full nateg, Tipo? da pa če kao, veš, greš za 100 notri, ampak pol kao naročiš eno pijačo in je tipo full drago. Dobro, ajde. Ja. Tako da je treba preveriti, kam se gre te stvari pogledati, če bomo sploh šli. Pol bo zanimiva tista, itak prvi dan, ko priješ, bomo spali, verjetno pač kaj, si utrujen teh letal. In pol bi šel pogledati neko plavajočo tržnico, ful zanimiva je, je ful velika tudi in tako. In pol zadnji dan pa že bomo šli pa z vlakom tem, ta Chiang Mai. In pol gremo še v Pai.
To nimamo še rezervirano, Chiang Mai Pai. To je treba tudi še. Fakt, stano nekaj rezerviram, te neke avtobuse, vlake, trajekte, vse živo. Pač. Tako da ja, bo še dosti te logistike treba pripraviti. Ampak bo zanimivo. Če ne, pa bomo šli peš. No, danes bom prebral nekaj zabavnih zgodb iz Azije. Začel bom z eno zabavno zgodbo, ki je tudi malo strašna. Tako da bom kar začel. No, da čujemo. No, gospod je napisal, potoval sem po Aziji več mesecev. Denar pa mi je počasi pojenjal. Bival sem v bednem gostišču v sumljivem prehodu blizu ulice Khao San v Bangkoku. Tam, kam gremo to ime. Jaz bom po jutrišnjem v Bangkoku. Soba je bila majhna, brez oken in brez klimatske naprave. Tako kako bo naš. Neke noči sem šel ven in se popolnoma napil s poceni tajskim viskijem. No, vibe. Naslednje jutro sem se zbudil v popolni temi, prepričan, da sem v prtljažniku avtomobila. Začela me je resno grabiti panika in mislil sem, da so me ugrabili. Pretipal sem žep in ugotovil, da imam še vedno telefon pri sebi. Potegnil sem ga ven in prižgal svetilko. Šele takrat sem dojel, da sem v svoji hotelski sobi med spanjem padel iz postelje in se odkatelil pod njo. Napisal je, zdaj ne pijem več. Jezus. Veš, ko se to ustrašiš po mojem? Fuck. Da te nekdo vgrabi nekje na Tajskem. Scary. To se pokakaš. Fuck. Ja. Dobra. Tako da ja, mislim, malo se bomo dobro, lahko res greš poceni v Azijo, lahko greš pač poceni v Azijo, ne? Greš lahko tako za spat, po moje 5 €, 10 € na noč. Dobro, in si to posedno v kleti? Ma ni res, po moje še to, ne? Jaz mislim, ti za 15 $ dobiš lep hotel, ja. Aj 5 malo, ma 15-20 pa po moje že. Ja, dobiš. 5 je že, ajde. Jaz sem tako okoli 35, sem prej rekel, ampak mislim, da se bi dalo še bolj poceni, samo dobro, zdaj spet ono. Da rabiš kartariti. Itak, koliko je, 40 dni, ja, hitro gre. Dobro, pol? Ok, prvo imam še eno zgodbo, ki se tiče drog in Tajske. Spet Bangkok. Žurke sle v Bangkoku, mona. Ja, Bangkok moje ludo. Dobro. No, Bangkok 1991. Bil sem zadet. Bil sem mlad prvič v tujini. Tako bom Matej, ko boš v Azijo. Prvi dan sem spoznal mlajši tajski par, ki me je povabil na ulični festival. Sprehodili smo se skozi ozke ulice in prišli v manj turistični predel mesta. Mislil sem, da jo zlahka obvladam, če bi bilo to treba. Nato sta rekla, da morata nekaj kupiti v trgovini in smo zavili noter. Zdaj so tam stali še 4 močnejši fantje. Vsi so trenirali tajski boks in neko dekle. Bilo je 40 stopinj Celzija. Dekle mi je ponudilo Coca-Colo. Videlo se je, da je šele odprta, ker se je še kadilo iz nje. Takrat nisem užival sladkorja, vendar sem z vljudnosti vzel požirek. Prav to me je rešilo. Takoj sem vedel, da sem zadet. Pretvarjal sem se, da nisem nič opazil in sem še naprej sproščeno klepetal. Medtem ko sem se počasi pomikal med njimi in vrati. Nato sem se pognal na ulico, žen požirek me je omamil, a so me opazili, ko sem lovil ravnotežje. Šli so za mano, vendar so hitro ocenili, da sem še preveč pri zavesti in da je okolica preveč javna. Zato so odnehali. Šel sem na policijo, kjer so se le zasmehovali. Odklonili so pomoč, čeprav sem jih prosil, naj gremo skupaj tja. V hotelu sem videl obvestilo družine, ki je iskala svojega sina, ki je izginil prav na istem mestu. Fuck. Pizda, džabe grem jaz dol postati mrga, moraš iti mrga na Tajsko, mona. Zdaj te vzamejo. Sam pač ne moraš lih za vsakim hoditi na okoli, ne. Fuck. Čeprav Tajska pravi, da je izmed najbolj varnih držav. Samo to je bilo 1991. Davnega leta. Ja. Da si bil še mladi. V glavnem pazice, čuvajte se vidva. Ti sklejo omara, ampak veš, ena tabletka tudi omaro podre dol, ne? Sej pač, te treba pač malo paziti, ne? Dobro. Mogoče samo v Bangkoku, pol, ko greš. A se itak zvečer se ne bomo neki ful gibali okoli. Pošteno. Dobro. Imaš kakšno štorijo? Danes pa pripravljenih par štorij za vas, ki Jure gre v Azijo, pa da vidimo, kaj se tam dol dogaja. No, imamo zgodbo, ki se imenuje ali
z naslovom Tura s tuk-tukom, ki je šla po svoji poti. Tuk. Veš kaj je tuk-tuk? Ja, oni skuter pokrit. Tuk. Would you like to drive in my tuk-tuk? No, spet govorimo o Bangkoku. Torej, predstavljajte si, da ste prvi dan v Bangkoku in je to vaš prvi dan raziskovanja. Okay. V eni roki držite zemljevid, v drugi steklenico vode in ste popolnoma pripravljeni za obisk Wat Arun, znamenitega templja Zore. Ravno ko se pripravljate na pot, se vam bliža voznik tuk-tuka z velikim nasmehom na obrazu in vam ponudi prevoz do tja za nekaj bahtov. Would you like to drive in my tuk-tuk? Zveni prelepo, da bi bilo res, kaj ne? A je prijazen, cena je ugodna in hej, pripravljeni ste na pustolovščino. Okay. By the way, na Tajskem imajo en full znan scam, da v bistvu rečejo, da ti vprašajo, če te nekam pelje in on ti reče, da je to danes zaprto. In pol te pelje tipo on nekam naokoli in te pelje neke stvari, kao neke trgovine od frendov, ono tip veš, te pol lovki, te pač ono nategne, da pač, ja. A dobro, vsaj ugrabite, ne? Ja, plus to, da vedno moraš reči, da ne zaženejo tempomat, ne, na taksiju. Ker, ne tempomat, tale taksimeter. Ja. Ker drugače tebe nategnejo, ker... Je turist, kaj? No, vožnja se začne normalno, voznik se prepleta skozi noro prometno gnečo v Bangkoku, med avtobusi, motorji in občasnimi uličnimi prodajalci. A nenadoma se ustavi pred draguljarno. Obrne se k vam z istim velikim nasmehom in reče: samo hiter postanek, poglejte malo naokoli, zelo dobra cena za vas. No, to je to, kar pravim. Evo ti ga, te vozijo naokoli. Misli si v redu, morda je to le del izkušnje. Tako mu ustrežete, vstopite si, gledate nekaj svetlečih zapestnic in se hitro vrnete v tuk-tuk. Ampak tu se ne konča. Naslednji postanek je krojač, na to prodajalna spominov, potem pa še ena draguljarna. Točno tako si rekel. Ja. Vsakič ustraja, da se samo ozrete naokoli. Medtem ko on sedi zunaj in verjetno prijema provizijo za vsak obisk. Zdaj že sumite, da ste na znameniti turistični pasti z bangladeškim tuk-tukom. V turistični pasti z bangkoškim tuk-tukom. Poskusite mu dopovedati, da vas zanima samo tempelj, a bodisi ne razume, bodisi se dela, da ne sliši. Končno, po približno uri tega, se odločite, da je bilo dovoljno. Uro ga je tip fjakal. Vljudno mu poveste, da boste preostanek poti hodili. Njegov obraz se povesi, a skomigne z rameni. Vzame tistih nekaj bahtov, o katerih ste se dogovorili in se odpelje. Verjetno na lov za naslednjim turistom. Po nekaj hoje končno prispete do Wat Arun. In ko občudujete čudoviti tempelj, se ne morete zadržati, da se ne bi nasmehnili ob tej nenavadni poti, ki vas je pripeljala do tja. Ker le na Tajskem bi 5-minutna vožnja s tuk-tukom postala nakupovalni maraton, na katerega se niste nikoli prijavili. Ja, to delajo, ja. Pač, ponavadi ampak rečem, gre v izkušnje. Ja. Sam pač ja, to te vedno... itak, veš kaj, imaš ful teh aplikacij, kot so Grab in to, pač ki naročiš taksi, ki je pač legit taksi, kot Uber. Okay. To sem ful delal jaz se spomnim, kaj sem naredil enemu. Ko sem prišel na Bali, sem bil ful neki škrt, ne vem zakaj. In sem si naročil taksi, veš, ki na Tajskem in v Aziji imaš tudi taksi scena, da pač sediš zadaj na skuterju, ne? Aha, to je tudi taksi pač. Ja. In ti pa je peljal z onim ogromnim nahrbtnikom in na zadnjem sedežu v mene 100-kilsko gorilo skuterjem iz letališča v Denpasarju, mislim, da se reče. Koliko časa? Sigurno 20-30 minut. Na skuterju zadaj, razumeš, z onim 50-kilskim nahrbtnikom plus jaz 110 kil, tam razumeš, in ti se res na mantro, bogi. In ono 125 skuter, da bi vzel en taksi, pizdarija. Tako da ja. Okay. Se te kaj skemali tebe, ki si bil dol? Veš, da ne, mislim, da ne. Veš, tako je te bili COVID in niso imeli... No, so bili vse ok. Samo prišel turist. Ne, res se je poznalo, so bili kar bogi. Edino, kar se mi je zgodilo, da sem dal v pralnico majico in so mu vrnili raztrgano, zalepljeno z lepilom. Tipo luknje so zalepili z lepilom. In jaz sem bil, ta majica je nova, kupil sem jo tam. A strgali so... Ja, in zalepili, ja. Po moje so jo skurili z nečim. In pol mu rečem, kaj mi boš dal denar nazaj, in pol mi je dal nekih, kaj popust je dal vse, ja? Ma ni dal popust, pač. Jaz sem ga pol klical,
ko sem videl, ko sem dobil majico, in on mi ni povedal tega na začetku. Če bi on meni povedal, da so mi strgali majico, bi mu rekel, ok, pač ono, fuck it, se zgodi. Ma ne, tip mi je vrnil in ni povedal, razumeš? In pol sem ga poklical in sem rekel, vrni mi denar. In mi je vrnil denar, določeno število. Ja, pa me. En delež, pač si tak. Sej pač rečeš, da mi pusti čau, Ja, ampak je bila nova bila bonk majica, ki sem kupil tam. Ful lepa. cute. Ali jih uno novo, razumeš? No, jaz imam za vas še eno zgodbo, ki pa se tiče opice, ki krade v svetem opičjem gozdu. Te bi skaj ukradle, ko si bil tam v... Ne, sem pa videl, ko so ukradli pred mojimi očmi. So mi pa tudi hotele. Na Baliju je en tempelj v Ubudu in tam opice pač živijo in kradejo turistom, pač to je njihov posel. In oni ti ukradejo recimo očala in pač moraš jim dati prigrizati, da ti vrnejo. Pač dejansko so se tako naučile. Pred mano so ukradljeni ženski očala. Pač pred mano. Kje jih je imela? Na glavi. No, gor. Ja. Ja. Pač to skoči, veš, tak. Pride gre. Pol ima v roki ta očala in je ono, ali daš očala ali gre očala. Ampak vedno opozarjajo, pač držite stvari pri sebi, ne tega delati. Ampak, Viš da, so naši sorodniki, ne? ja. Neki znajo. Samo so, pač res so creepy, ker so tako ful pametne in predrzne. Mene so, ko sem bil enem bil sem na Nusa Penidi, to je en otok zraven Balija, Ja, in jaz sem imel ta ful lep Airbnb, ki je bil nad klifom. okej. In dejansko je prišla točka, ko so prišle opice, pač cel kar delo. In so mi hoteli ukrasti stvari. In jaz to vidim in kličem onega, ki mi je oddajal. Majstor! In prišel pomagati in je mogel metati kamne 1 uro, da so šle stran. Ker oni so se hoteli, jaz sem Prav vrgul niso hoteli iti. jaz sem vrgul kokos v njo, pač ono, ki je bila že not v sobi. Razumeš, jaz sem bil, veš, ko se ustrašiš teh opic, Pridvija. to niso majhne opice, pač To tako. je kar, en Pride tako in te hoče, mislim, ti hoče ukrasti torbo, ali ne vem, veš, ono ti odpre torbo in ti vzame stvari, kaj misliš? To odprejo torbo. Odpre torbo, cak, če vzkrade očala, ona ve, kaj je kaj. Ti Dobro. lizne. In pol nekako smo s kamenčki, pač nismo videli velikih kamenov, ampak kamenčke, da niso, ker so pol več so se razpizdle in so hoteli napast nas. Veš kaj, ti boš meni govoril, kaj bom jaz. Pol jaz sem imel kokos, ki sem pisal, štrono, veš, kako vidiš, tako 6, ko pride. Ki prvo pošle enega malega v izvidnico, majhnega otročka opica. Legit imajo pač, Ja, pač organizacija je to. Mičkena opica malo gleda tam To je cel plan. in pol one velike opice pač so zraven. Ne? Pridejo mrge. Niso več majhne, oni ti lahko spulijo oči, po mojem. Ajde, to ne vem, če ajde, ampak. Veš kaj, če te ugrizne in ima steklino, pač kurat, ne. Čuvajte se. Ja, se če te ugrizne karkoli, moraš se pol tako iti cepiti steklino. Ne. Eno moje prijateljce je ugriznila opica v Afriki in je bilo ful strah, da bi dobila steklino. Fuck. Ali pa AIDS. Vse imajo lahko opice. Fuck. Jaz mislim, da AIDS izhaja iz opic. Beži stran iz opic, smo ona. Od Kako se opic. te stvari prenešle na ljudi, pač, ne? Zato, ker je pač Če je nekdo glupo. počeval z opicami, verjetno, ali pa jedo opiče meso. Fuck. Opice se je. Ne, praviloma, ampak jejo. HIV izvira iz virusov, ki okužijo primate. Najbolj verjetno se je virus prenesel na ljudi iz človeške imunske pomanjkljivosti simian SIV, ki je bil prisoten pri nekaterih vrstah afriških opic. Ta prenos se je verjetno zgodil, ko so ljudje jedli meso okuženih primatov ali prišli v stik s krvjo okuženih živali. To se je zgodilo predvsem v središču in zahodni Afriki. Aj, tam je pol šlo to naprej. Ja. Čuvat se. No, gremo na zgodbo Opica krade v svetem opičjem gozdu. Okay. Tajska je polna čarobnih krajev in eden od njih je sveta opičja džungla v Lopburiju. Zdaj verjetno ste že videli opice, a nič takega. Te opice so pametne, neustrašne in preveč zainteresirane za vse, kar je videti kot hrana. Ja. Vi in vaši prijatelji prispete, fotoaparati v roki, pripravljeni narediti nekaj ljubkih opičjih selfijev. Opice so prisrčne, sprva. To kot pravim jaz. Skakljajo okoli, si čistijo drug drugega, se čistijo skakljajo okoli, se čistijo, izgledajo kot mali kosmati mojstri joge. A na to eno opico opazi banano, ki kuka iz nahrbtnika vašega prijatelja. In takrat se vse začne. Moje. Preden se zavedete, vas napade tolpa opic kot skupina majhnih kosmatih ninč. To je res, pač.
Pač, ne vem, če kakšen od vas gledalec je videl že opice v naravnem habitatu. Pač, to je scary. Pač, tudi če je taka, ko naredi... Pač, ima zobe, ima dolge, veš? Evo, ima une čekane, ne? Ja. Čekane ima plus agresiv so. Pač, ko se jih 20 okoli tebe genga pa... Koliko opic misliš, da bi lahko profukal? Zdaj ne vem, ko sem videl prvi... Pač, zdaj... močne so in poskočne so. Temikene so tudi, imajo forco. Samo mišice to. Plus agresiv so. Une, veš, ko vidiš unega tipa opico, je kar scary. Alfa. Koliko bi jih lahko? Naenkrat. Te male, spomnim iz Balija, po mojem, odvisno, ali ženska ali moški, ne. Če bi te najbolj nabite, po mojem 3-4, naenkrat težko, 2-3. Naenkrat, da me 2 napadijo, bi se težko branil. Fuck, toliko so opasne. Pa po mojem bi, ne vem, če bi me napadla opica in da me ne bi bilo strah, da me ugrizne, mislim, i takrat da bi hotela ugrizniti, ne. Bi jo pač pravo primiti za vrat, ne. Po mojem bi se tako branil. A po mojem, one so ful take. Also ne vem, če kdo že kdaj boksnul opico, pač kaj je, ne vem, kako se brani sploh pred opico, ko te hočejo napast, ker so scary. Zgledajo hitre. Hitre so, plus, že recimo pes ali mačka, veš, ko se kaj igraš z njo, veš, kako se one znajo braniti, ne? Veš, ki se dajo tako vse 4 in te počne grist ali pa praskat. Ali pa že kot trznejo, ne veš, ki zdaj sleziš tam. Samo opica je, predstavlja se taka, ne? In ima take zobe, pač. Niso, veš, tako hec. Zdaj, če bi se mogel z opico... Jaz sem se jih ful izogibal, iskreno, ker pač nisem hotel fasati kaj. Ja. Plus to, veš, ko si šel v opiči gost, tam, ki imajo v Ubodu, imajo, ne? Na Baliju. Opice skačejo po tebi in pač jaz nisem pustil, iskreno. No. Jaz sem pač ne pustim. In sem pač... Ena izkočet name sem jo odrinil stran, pač, iz rame dol, ki pač mi ni bilo prijatno imeti opico na glavi, zraven glave, pač zraven vrata. Ma to je scary, če so taki komadi. Ki skočijo, veš, nepričakovano na te. In ti, če se ustrašiš, te lahko ugrizne. No, Zato pač, ali se jo hitro straniš stran, ali pa pač ne pustiš. Ker jaz pa ne moj friend, ki sem ga tam spoznal, imel pač ona jajca od opice na vratu in pol je smrdel po jajcih od opice. To se prav spomnim. En Nizozemc. Z dolgimi lasi. Ki smo šli, jaz in smo imeli ful idejo, da gremo na sever Balija z skuterji. Prišli smo mokri kot cucki nazaj, tam je lilo kot pes. Ok. No, gremo nazaj na zgodbo, ki je ostala tam, da je imel ta prijatelj na hrbtniku banano. No, preden se zavedate, vas napade tolpa opic kot skupina majhnih kosmatih ninč. Ena opica pograbi banano, druga ukrade klobuk, tretja pa odnaša sončna očala, no, kot sem rekel. Pa če ste vem, kaj vete opice s temi sončnimi očali. Pa, veš, to, kar lahko maznejo, vidijo, veš, kapo hitro lahko očala tudi in... Ja. Vi in vaši prijatelji začnete panično loviti stvari, a opice so prehitre, pač res so hitre. Pač to se zgodi, veš, ona ti spleza tako gor po majici zade, veš, in je že dol in se odrinje in ni več. To je tako, gre. Stari, da jih natrenira, da so lopovi... Pa vse so, veš, mislim, da imajo, ne vem, ki je bilo, mislim, da v Indiji imajo probleme s temi gengi opic, ki vdirajo v stanovanje in kradejo. Ama to jih nekdo mogo natrenirati, da... Ne, same so se. Ja, ma kradejo kaj? Stvari. In kaj bo opici računalnik? Že če kradejo hrano? Ne vem točno, kako, ampak dejansko vdrejo v stanovanje, jaz tam, kaj, to se spomnim pač. Ja, ti pravim, to je bilo dobro jih natrenirati, in imaš pol eno tolpo opic, ki ti krade. Ja, se bom pogledali še, če obstaja kakšno, glede teh gengov, opičjih gengov. Dobro. No, ok. Celotna scena je popolni kaos, turisti se smejijo, opice vreščijo. Vi in vaši prijatelji pa obupno poskušate pogajati s tropom nagajivih opic. Na koncu jih uspete zvabiti dol s prigrizki in se vam prijazno vrne večina stvari. Pač dejansko, ne, ko jim daš prigrizke, oni zamenjajo, ne, pač ti prenesejo dol. A od takrat naprej se naučite, da nikoli ne podcenjujete opice, ki ima oko za spominke. Pač opice so scary in nevarne. Pač ti bi mogel videti, ko boš šel v Azijo, boš videti opice in the wild in to je tako, ne. It's a big no. To ni lik ptiček. Ne, se ga bleval. Ma, low key, meni so že galebi malo tako... So sketchy. So že kar malo preveliki za moje gušte, veš, pač, svi da je galeba na blizu. Pač, to je galebina, stari, ni se zazebavati, stari. Golobčki, ajde, galeb, Ja, vidiš, no,
Monkey gangs, ne? Torej so te grupe opic, jih najdeš v Indiji, na Tajskem, Maleziji, Japonski, Braziliji, ja. Zato, ker pač one se zberajo in mislim, da celo posvojijo pse in take fore delajo, ja. Tako se spomnim. What? Ja, pač scary. Cela organizacija. So kar scary, ja, te opice. To je bil dober film. No, pomotoma na tajski poroki. Spet ena glede Tajske, kamor se odpravljam čez natanko, zdaj ko to gledate, sem že tam, ampak jaz se odpravljam od tega snemenja čez 6 ur bom na lažem. Govoriš, jutri ob 12. Bi mogel biti 6 ur na letalu, bi bil že v zamudi. Torej, jaz bom tam čez natanko 16 ur, da bom na letalu. Približno malo več. Ti boš tam čez toliko časa, kot rabiš, da prideš do dol. Ja. No, pomotoma na tajski poroki. Tavate po majhni tajski vasici, samo raziskujete lokalno življenje, ko zaslišite glasbo in smeh, ki prihaja iz velikega pisanega šotora. Radovedni pokukate noter in preden se zavedate, nekdo prime vašo roko, se nasmehne in vas povabi noter. Vibe. Ne govorijo angleško, a se iz navdušenja in okraskov vidite jasno, da ste na poroki. Lušno. Posadijo vas za mizo, obloženo s hrano in kmalu ljudje prinašajo pijače, hrano in vas celo prosijo, da pozirate za slike. Vibe. Niste povsem prepričani, kaj se dogaja, a vi ste tako prijazni, da preprosto greste s tokom. Člana bojo žrtvovali. Kmalu nazdravljate na mlada poročenca, plešete z družino in se učite nekaj tradicionalnih tajskih plesnih gibov, za katere niste nikoli vedeli, da obstajajo. Nato vam nekdo izroči mikrofon za karaoke, nikoli sicer niste peli v tajščini, a z nekaj poguma in spodbude množice vseeno zapojete pesem, vsi vam ploskajo in za trenutek se počutite kot častni gost na tej čudoviti poroki. Vibe. Ko odhajate, vam v vrečki podarijo nekaj prigrizkov in velik nasmeh. Morda niste razumeli vsega, a veste, da ste pravkar doživeli nekaj resnično posebnega, nekaj, kar presega besede. Tajska je takšna, kraj, kjer lahko neznanec postane družina, pa čeprav le za en dan. Tako da lahko se ne zgodi nekaj takega. To so pa lepe zgodbe, zato je vredno potovati, da se nekaj takega zgodi. Tako da ja, to je bila še ena zgodbica zanimiva, no? Tako da le, izgleda na Tajskem, moraš iti z odprtim srcem, verjetno, ne? To nas je učila Zala Đurić, da greš v življenje, v svet z ljubeznjo in pričakuješ samo dobro in pol dobro boš dobil. Ja. Kaj boš pogrešal od tukaj, od doma? Kaj pogrešal od doma? Družino, prijatelje, hrano. Tipo? Vse, pač naša hrana, tradicionalna. Nimajo tam i tak dol vsega. Ja, samo tle pač ni olivnega olja, tašnega, kot je tle. Zdaj, ko sem pobiral ga tle, imaš, da ga 4 dni ješ, stari, piješ. sipping on that olive oil. Ampak ne, tako pač vse, ne, sej, je lepo iti, ampak lepo je tu i pred nazaj. Ne? Meni je full door feeling, ono po moje bo full door feeling, kot čez en mesec, še 40 dni, ko priješ nazaj v Ankaran. Lepo stanovanje, v svojo posteljo. Ampak priješ napolnjen. Spominov doživeti. Moje bo dober podcast, ko prijem nazaj. Ja, vsaj enkrat da bo. Jaz delam to zato, da imam kaj zapovedati. Hvala. Če pa se ne vidimo, se ne vem. Lahko ostanem dol v Aziji. Se vidimo na Baliju. Matej bo itak prišel dol. Bo vzel to opremo, mikrofone. Vse, napis, studio, vse. Kaj je samo mikrofone in opremo? V glavnem, zdaj pa gremo mi na nekaj, kar ni bilo na podcastu že dosti časa. Člani škatla vprašanj. To je milking content. Včasih so bila tle notri dobra vprašanja. In pol Jure rekel, ne, damo ven. In zdaj so tle notri eno vprašanja in zanimivo bo bilo, zato ker jaz sem delal ta vprašanja in ne vem, kaj je tle notri. Tako da zdaj bomo tle malo potegnili in malo bomo poklepetali, da vidimo, kaj smo kaj izvlekli. Jure, izvleči ga. Izvleči vprašanje. No, vprašanje se glasi. Kaj, če imajo mačke v resnici visoko napredno družbo in nas le tolerirajo? Da so mačke naš iluminati.
Mačke izgledajo pametne, ker psi ne izgledajo toliko pametni kot mačke. Ma psi izgledajo kot da tako, pač so veseli, da so pač tle in živijo life. Mačke pa imajo nek pogled. Sem tu, ker hočem. En tam, ja. Čeprav niso vse mačke take, ene so bolj take. Vse imajo take. Mislim, naša mačka, gor od mojih mačka je taka tako ona. Ful te judgejo, kot da te judgejo vse. Ja, naša je taka ona, da mi mir pač ona, vozi se. In nisem pa nikoli razumel, moj nono je imel eno lepo muco. Sem bil mali, sem se z njo igral na njivi. Je prišla, si jo pobožal in kar nekrat ona vstala in šla. In sem bil nadoro, kaj, ni da ti je lepo tle. Tako prav, še pogledati je in je bila, ne, čau. Iz nikjer, veš ono, da si ti na trebuh, dvigne vse noge, roke in pol kar nekrat, ne, dovolj, čau. Do it better. Ne, ampak ne, zdaj, ko imamo tega mičkega peska gor. Kaj je med kuška? Res je luškan. Res je tako, oni se pa bolj se tako mačke. In? Zadnji sem ga peljali na sprehod. In? V Koper. In vsi ga hočejo obožati. Pač. Dejansko, če bi hotel ti spoznati kakšno punco, psa si nabavi. Dobro, kaj sem tako vija, jebem ti, da rabim psa, ona, mati moja, Kaj? Ti ne rabim psa, da spoznam pupo, a? Pa dobro, pač ono štekaš. Pa nisem tako desperate, če, ajde. Zakaj desperate? Jaz ful... Pač tako ne, da pač imaš peska, ono malo tako, Nisem ful jaz za pse. Si tu jaz nisem ful, ampak pač. Lahko si pa kdaj luno sposodiš. Te dile, ja, to boš posodil malo, jaz si luna, da gremo malo. Veš, ko je cute. Nema, res je, ko igračka je. Ja? Si videl že, ne? Ja, taka cutka namikina. Ja, je pa ful naučena. Sem jo hotel pobožati in prvo stvar se uleže. Se uleže na trebuh. No, Ja, božaj. ja. Res je taka carta. Se vsi samo po rokah imajo na stop. Bi imel ti prej pesel mačko? Psa. Ja? Ja. Evo, edino, kar meni nikoli, so fucking dlake, ki jih puščajo stari. Ta ne pušča? Vse pušča. Ne, ta pes ne pušča, mu ne odpadajo. Povsod se pozna. Ta ne, ampak naša mačka ne toliko, ampak ja. Vem, da znajo mačke puščati dlake. Še posebej, če jih je dosti. Zvlečeno. Kaj ne bi ti? Dobro, bom jaz vlekel eno, dej. Zdaj sem že. Bolj jaz vlekel eno, dej. Člani, škatla, vprašanj. Če bi morali preživeti apokalipso z zombiji s stvarmi, ki so trenutno v vaši sobi, koliko časa mislite, da bi preživeli? Koliko časa misliš, da bi preživel? V sobi. Snima nič v sobi. Kam? Svečo. Mislim, jaz bi preživel, ki imam 24-karatno nagrado iskana, piš, da to je težko. To je za koga počit mona. Zakaj pa imaš nagrado iskana 24-karatno? To ja. Mislim, jaz bi tak preživel, ker bi lahko se usedel v mojo letalo posteljo in šel lepo ven. Dal iz bloka se spustil. Pička ti čvar. Ajde, še jaz preberem eno to slabo vprašanje. Katera je najbolj čudna kombinacija hrane, ki si jo v resnici užival? Kaj pa v neresnici? Kaj si ti najbolj takega uija jedel, ki si rekel? Jaz sem zdaj v Aziji proval kakšno kobilico ali kaj takega. Meni ful deluje melona Crunchy. in pršut. Dobro, to je dobro. Pa si, kako misliš ful Dobro, weird? pač to gre skupaj, ker je kao sladko in slano. Ampak, tako res, ampak dobro ful. Pri moji noni sem... Ko si ti drugače. To ješ kot milijone drugih Italijanov pizda. Dobro, pizda, prašali, kaj ta čudna kombinacija, ki dejansko je dobra, to je. Also, pri moji noni sem jedel fige in kruh. Kaj ti pa marmelado? Ne, fige in kruh. In to je tako kar zanimivo. Bengersko. Ja. Kdo je ima ta vprašanja? Kdo je to delal? Jaz. Kateri je najbolj nenavaden talent, ki ga imate in noben ne ve za njega? Ja, dobro ga skrivaš. No, bi tvojega skritega delil z nami. Bro was roasted. Moj skriti talent. Jaz bi rekel, da petje. Se vam se. Poješ? Ja. Dej zapej kaj. Zapej. Ne bom zapejal. Zapoj. Ne morem, ker bi skrit talent.
Naj ostane tako, da vidimo. Če bi lahko zamenjali življenje s katerikoli risanim junakom za en dan, kjerega bi izbrali? Roger Rabbit, ker je imel Jessico. Jebem ti je bila huda. Ti Jure. Če bi mogel biti na drugi risani junak. Nogalo. Torej, baš ste vprašali, govoriš kaj da smo... Nogalo. Fak, res smo imeli slabo vprašanje, Jure, ma kdo je to printal? Kaj je najbolj čudno naključno dejstvo, ki ga veste in vedno narodi ljudi, da se smejo ali rečijo, to ne more biti res? Mate... Kaj? Kaj, da čujemo? Kaj si hotel reči, ti šupa? Naključno dejstvo. Nekaj, ki je zanimivo in je... Kaj je nekaj živno, da žirafa ima črne jezike, da ima črn jezik? Če bi imelo vaše življenje tematsko pesem, katera bi bila in zakaj? Kaj lahko nehaš to delati? Če bi lahko komunicirali le v zvokih živali in z njeno mimiko za en dan, katero žival bi izbral za posnemanje? Kita. Zvenel bi retardirano. Tjulen. Dobro, da je nekaj to vprašanje vleč ven, no, dej, bašta. Kaj ni kit tudi? Kako bi se svet razlikoval, če bi vsi morali en dan v tednu nositi rdeč nos klovna? Kaj lahko nehaš med to vprašanje ven? Zakaj Kako je to slabo? Ki sam sebe presenečam, kako je to slabo? Kateri je najbolj smešen izgovor, ki ste ga kdaj dali, ko ste zamujali? Jaz se spomnim enkrat, ki sem imel izgovor, to sem dejansko ne vem šel reči, da mi pač pes pojedel neki za šolo, ampak to tipo neko nalogo. Ne, da je moj oče vzel USB ključek, ko je šel na potovanje, da sem imel zgor nalogo. Prezentacijo. Slabe laži. Ben mi ni verjel. Dobro, dovolj s temi vprašanji, to je zelo slabo. Zdaj gremo na boljše vprašanja, vaše vprašanja. Vsakič prej snemamo podcast, damo na Instagram vprašanje, da nas kaj vprašate. Danes ste nas vprašali. Tenej, Koko, Sinek, 20, kako ste kaj? Jaz sem malo prehlajen. Dobro, jaz sem zdrav. Si spreman? Ja. 100% za na Tajsko, idemo. Marko Zajc, 09, Dream Car. Dream Car. Zdaj, Dream Car, ne mega šampagani, kaj sem, Zonda, R, da bi bil res ono Dream Car. En, ki ga bom imel, je, ne vem, še 911 zdaj. Jaz sem zdaj videl enega na Instagramu, mi je prišel kajek od konja, ni Ferrari, ampak je oni drugi od konja. Drugi od konja. Ni Ferrari, piš, da veš, oni najbolj fakirje, no. Od konja? Ni Ferrari, Porsche? Ne. Od konja gor. Kaj je italijanski? Ne vem, fuck. Kaj pa je bil? Jeep? Tipo Jeep, velik, odprt in lahko tudi zaprt. Bronco, je Bronco mogoče? Ford. Ne vem, če je bil Ford. Ja, Ford je Bronco. Mogoče. Samo oni, kaj mi, ono ki ko Shelby, kao, ki oni znak je... V glavnem nek tak summer Jeep. Mislim, da je to Ford Bronco, ja? Ne vem, v glavnem to. L_A_N8. Kaj so dobili batine tisti, ki so Juretu podrli drevo? Pač, kaj ne, sosede napadem, pač hejterje. Še vedno jim to zamerim. Vidi se vse v moje stanovanje, tako da oni, ki hoče biti v moje stanovanje, ne prije. Ana Štrukelj, če bi za en dan bili v nasprotnem spolu, kaj bi počeli? Če bi jaz bil punca, bi. Kaj pa delajo punce, ker ne delajo moški, ne vem. Kaj? Delajo. Ne vem, zdaj smo dobili iz občinstva en full velik izdih. Pa kaj ni, da delamo vse isto? Vse isto delamo. Kaj delamo? Dobro, ajde, ti pri tebi doma bi pač pospravljal, likal in posesal, ne? Pač to bi ne, to dela moški pri meni. Aha, ja. Ja. Če bi zamenil... Smo dobili iz publike dobro, ja. Kaj? Greš na večer in ne plačaš. Ok, vibe. Honestly, kaj da smo enakopravni, ja? Če bi bil ženska, bi pač fakal svojemu tipu in to je to.
Ja, oni so annoying, pač pol gre to, vse je cute. Bi šel, evo, da bi šel tipo s kolegico na drink in jepal 2 ure. To je vibe po mojem. Ja. Kaj ti s kolegi ne greš? Ja, jepat 2 ure, 3, težko 4. To je. Kadil čikac in jep. Simpli.elinca, koliko časa boš na Tajskem? 40 dni. Točno? Ja. Vibe. Simpli.elinca, ko ste se vidva spoznala? Da, jaz sem ti? Ja, peljal me je na dejt. Simpli.elinca, kdo je bil vaj najljubši gost do sedaj? Kladnik, še vedno. Kaj sem? Meni je bil Borut ful dober gost, Škrbec. Ok, vibe. Tudi ista prašala, vas lahko kje spoznamo, na Tajskem Jureta, v daljnem mesecu. Če pa ste kje v Kopru, pridite v El Toro, tam mogoče se zagledamo. Če si punca in Matej rabi punco, lahko mu pišete. Lega wingmana. Lepa, tako je. Ista prašala, jebem ti, ta pa je imela zaprašati. A se meni samo zdi, ali je Rimanič tako full ekstrovert? Pa jaz sem oboje. Rad se družim, rad imam čas zase. Kaj si ti bi rekel? Kaj sem jaz ekstrovert po mojem? Fair. In še zadnje vprašanje. Zalci _883 je Juretova pupa iz Ptuja. Ja. Wow! Za pusta bi lahko šli k njej na kurente. Na fašung. Kaj je to? To je pust. Fašung. Fašung je pust? Fašeng. Fašeng. Fašang. Fašeng. Ja. Fašeng. 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 Bomo šli na fašenga. Ja. Dobro. Punce s kodrastimi lasmi ali ravnimi? Ravnimi. Kar je lepo. Riž, ja. Vem, ko imaš ti dobro naštudirane preference? Ja. Riž ali testenine? Danes sem jedel oboje, tako da ne. Vse nam je. Testenine bi rekel, overall so boljše. Ja, amen. Jorček, popelji nas. Nič, hvala, ker ste bili z nami. Mene boste videli čez natanko mesec dni, verjetno. Prej se boš lahko javil, Ja, če nam kakšen live podcast. Plus, dejte priti kaj v El Toro Steakhouse, ena dobra rebrca, na naš burger, člani burger, pa lahko pridete tudi na, recimo na eno masažico, pa pol še eno frizurico zrihtati. Masažico pri Anja masaže in frizurico kje, Jure? Pri Barbarian Squadu, Barbarian, počekirajte ga. Znači, frizurce. Tako da ja, to je to vse, to je to z naše strani. Jure, kaj je najbolj nenavaden predmet, ki ste ga kdaj našli v svojem hladilniku? Predmet? Fuck, nisem našel nobenega predmeta. Kaj si kje našel v hladilniku, si bil what the fuck pa totle dela? Plesen. No, kaj je najbolj ljusno, kar ste kadarkoli jedli? Plesen. Fair. Če bi morali preživeti dan kot morilec, kakšen morilec bi bili, kakšna bi bila vaša specialiteta? Po moje bi roknil svojega frenda prvega. Ko hosta. Jaz bil morilec src. Dobro, in še zadnje vprašanje. Kaj je najbolj smešna stvar, ki ste jo videli, da je popoln neznanec naredil v javnosti? Če bi lahko imeli pogovor z neživim predmetom. Hvala, ker ste bili z nami. Se vidimo v naslednji epizodi. Čakaj, še zadnje vprašanje, že smo ga znucali. In če bi imel super moč, vendar bi deloval le na zelenjavo, kaj bi izbral? What the fuck so ta vprašanja? Smeti. Gremo, Jure, dovolj. Ajde, čau.